Pozdravljeni! Na začetku sezone 2022 je bil bolid Scuderie Ferrari tisti, ki je kazal najboljše rezultate. In danes se bomo spraševali, ali se kaj takega lahko ponovi tudi letos, v začetku sezone 2023. Po koncu zimskega testiranja se legitimno pojavlja vprašanje, ali so pri Scuderii Ferrari prav tako konkurenčni, kot so bili na začetku lanskega leta. In vkolikor smo poslušali razne izjave, verjetno smo zasledili, da pri Scuderiji niso tako optimistični, ampak izjave so lahko le preusmeritev pozornosti. Zato moramo naše razmišljanje nekako osnovati na podatkih, ki so na voljo. A na primer Charles Leclerc je potrdil, da nov bolid Scuderie Ferrari SF-23 je bistveno drugačen od onega lanskega F1-75. Pri Scuderii Ferrari so se trudili znižati zračni upor in tako povišati končno hitrost. Kolikor se spomnite preteklih prispevkov, sem mnogokrat omenjal, da prav pospeševanje in doseganje končne hitrosti je bila ena izmed največjih hib Ferrarija F1-75. A sedaj s tem novim pristopom naj bi zmanjšali tisto konceptualno razliko z bolidi ekipe Red Bull. A treba se vprašati, kaj so za to žrtvovali. Namreč, če se zmanjša zračni upor, se morda posledično tudi zmanjša oprijem. In zato tu lahko pride do velikanskih razlik. A kljub vsemu imamo podatke, ki nam kažejo, da pri Scuderii Ferrari so morda napravili korak preveč v smer zmanjšanja zračnega upora. Treba je poudariti nekaj, da zimsko testiranje je bilo letos le 3 dni in v prvem dnevu pri Scuderii Ferrari so več ali manj preizkušali, če podatki iz vetrovnika držijo tudi na progi. Namreč v četrtek smo lahko videli, da celo bolid Scuderie Ferrari je poskakoval. Nekaj, kar letos ne bi smeli videti, ampak pri Scuderiji so hoteli nekako preizkušati, kje je tista meja. In pri posnetku, ki ste ga mnogokrat videli, glede deformacije nosnega konusa, lahko opazimo ta pojav. Nekaj, kar kasneje v petek in soboto nismo zapazili. In seveda po zimskem testiranju mnogi se nekako koncentrirajo samo na tisti hitri krog in lestvico, ki jo objavljajo, seveda po končanem vsakem delu. A danes si bomo pogledali nekaj drugega, tisto pravo testiranje, tako imenovane long rune in na tistih specifikacijah pneumatik, ki pridejo v upoštev za veliko nagrado Bahreina. In tu lahko vidite za vse 3 dni, kako sta bila aktivna na progi tako Carlos Sainz mlajši kot Charles Leclerc in kateri tip pneumatik sta imela takrat montiran. Zato bomo sedaj pogledali, s kakšnim ritmom je seveda najprej opravil naloge Carlos Sainz mlajši v petek. In tu bi rad poudaril, da razumem, da mnoge izmed vas posamični časi na krog ne zanimajo. Zato bom sam govoril približno v zaokrožnih vrednostih. Za vse ostale, ki jih pa seveda zanima vsak krog posebej, bodo podatki navedeni pri strani. Carlos Sainz mlajši približno ob 12:30 je opravil prvi poizkus dolg 12 krogov. In njegov čas se je gibal med minuto 38 sekundami in 7 desetinkami,
ter minuto 40 sekundami in 3 desetinkami. Seveda, ta podatek nam lahko na prvi pogled ne pove dosti. Ne vemo količine goriva, ne vemo ostalih podatkov, zato rabimo še v bistvu drugi izhod Carlosa Sainza mlajšega, da bomo razumeli, ali te podatki nekako so za neko izhodišče ali ne. Ob 13 uri in 8 minut je Carlos Sainz mlajši ponovno šel na progo in njegovi časi so se gibali med minuto 39 sekund in 45 stotink ter minuto 40 sekund in seveda 3 desetinke zopet. Torej vidimo lahko zaokroženo, da v petek s pnevmatiko C3 je Carlos Sainz mlajši imel ritem, ki se je gibal med minuta 38 sekund in približno 75 stotink ter minuta 40 sekund in 3 desetinke. Kar po svoje mnogim izmed vas ne pove še nič, ampak to je izhodišče. Poglejmo, kaj se je dogajalo naslednji dan popoldne, ko so bili pogoji boljši. Temperatura asfalta zagotovo nižja, z volanom Charles Leclerc, ki je najprej približno ob 18 in 14 minut napravil long run dolg 14 krogov. In tu njegov ritem se je gibal med minuto 38 sekund in 6 desetink ter minuto 40 sekund in 2 desetinki. Torej, zaokroženo približno v istem obsegu, kot smo videli Carlosa Sainza mlajšega, malce poprej, prejšnji dan. Kar je zanimivo, je tisto, kar sledi. Namreč takoj zatem Charlesu Leclercu nataknejo pnevmatike mešanice C1. In tu je monaški voznik opravil long run dolg 19 krogov. In ritem je tisti, ki bo verjetno presenetljiv za marsikoga izmed vas. Začel je z časom približno minute 37 sekund in 7 desetink in končal pri minuti 38 sekund in 3 desetinkah. Poenostavljeno povedano, ko je Charles Leclerc s pneumatiko C1 končal svoj long run, je bil še zmeraj hitrejši od tistega, kar je na začetku pokazal s pneumatiko C3. In tu velja opomniti, da ne vemo, ali so vmes Leclercu dotočili gorivo. Ampak vseeno razlika ne more biti taka. Namreč s pneumatiko C1 je bil Leclerc konstantno bistveno hitrejši od tistega, kar je pokazal s pneumatiko C3 in to za zaokroženo sekundo ali več. Zato rabimo še neko potrditev. In dobili smo jo v soboto, kjer je Carlos Sainz mlajši praktično zaporedoma preizkusil pneumatiko C3, C2 in C1. In tudi tu lahko smatramo, da mu niso dotočili goriva, ampak videli bomo, da zadeva ne bi znala biti tako bistvena. Sainz je začel s pneumatiko C3, napravil 13 krogov in njegovi časi so se gibali med minuto 38 in 5 stotinkami ter minuto 38 sekundami ter 9 desetinkami. In na to s pneumatiko C2. Minuta 37 sekund in 6 desetink ter minuta 38 sekund in 3 desetinke. Seveda, stint dolg samo 6 krogov, ampak pol sekunde na krog hitreje. Na to še zadnji stint na pneumatiki C1. Začel ga je z časom minuta 37 sekund in 4 desetinke in pospeševal. Namreč po 7 krogih lahko vidimo, da je končal z minuto 37 sekundami in 0 desetinkami. Torej vidimo lahko, da Ferrari SF pomišljaj 23 izgleda
da se počuti bistveno bolj udobno na trših pnevmatikah. A obstaja tudi druga razlaga, ki lahko ni tako poenostavljena glede na tisto, kar nam kažejo rezultati. Kot običajno si bomo pomagali z paketom, tokrat Ferrari SF21. Na začetku naše zgodbe sem govoril, da na prvem dnevu testiranj so pri Ferrariju v bistvu preverjali sisteme, preverjali rezultate in pojavilo se je tudi tisto poskakovanje. Rešitev za poskakovanje najbolj enostavno je to, da se vgradi trše blažilce in seveda vzmeti. A to pomeni, da vsa sila, ki jo ustvari aerodinamika, se direktno prenese na same pnevmatike. In poleg tega, če gre verjeti izjavam, so pri Ferrariju zmanjšali zračni upor, kar bi posledično lahko dejali, da je zmanjšan tudi aerodinamični oprijem, kajti manjša je čelna površina. In tudi zato se rabi malce trše amortizacijske elemente, da se praktično tisto silo bolj direktno prenese na pnevmatike. A če pnevmatike dobijo preveč energije, se začnejo pregrevati. In če se ciklično pregrevajo skozi krog, kot smo že mnogokrat dejali, se pojavi degradacija. In to je eden izmed problemov, o katerih so mnogi strokovnjaki govorili skozi celotno zimsko testiranje, kar se tiče skuderije Ferrari. In dobro vemo, da pnevmatika trša kot je na višji delovni temperaturi, ima tisti optimum, katerega morajo doseči pri ekipah. In seveda pri tisti optimalni temperaturi daje tudi največ oprijema. Zato po svoje niti ni čudno, da z tršo pnevmatiko pri skuderiji Ferrari imajo boljše čase, kajti z mehkejšo v bistvu niso smeli iti prehitro, kajti to bi jo pregrelo in seveda spravilo v tisti položaj, ki pnevmatiko kot tako naredi neuporabno. Gre seveda samo za neko teoretiziranje na podatke, ki so nam sedaj na voljo, ampak nekako si lahko domišljamo, da pri skuderiji Ferrari obstaja težava, ki pa ni toliko posledica aerodinamike kot naprimer pogonskega sklopa, temveč samega mehanskega dela šasije, torej vpetja. Tu bi se znalo marsikaj spremeniti do prve velike nagrade, ampak pri skuderiji Ferrari še danes nimamo tehničnega direktorja, torej tiste figure, ki bi nekako nadzoroval vse dogajanje, tako na področju naprimer aerodinamike, pogonskega sklopa in tudi podvozja. Vkolikor pri skuderiji Ferrari so malce pretiravali s tistim znižanjem zračnega upora, so lahko na drugi strani naredili napako, ki jo danes vidimo prav na podvozju. In to bi znala biti ena izmed glavnih tem v prihodnosti. A prave odgovore bomo dobili že čez nekaj dni. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.